Dobro, lepo pozdravljeni. Danes v tem bolj komorni zasedbi predstavljamo zbornik, ki je nedavno izšel v okviru znanstvene založbe Filozofske fakultete z naslovom Pogledi na Branislav Sušnik in njen prispevek k raziskavam paragvajskih staroselskih ljudstev. Publikacijo sta uredila Jaka Repič in Urša Geršak. Sicer pa poleg urednikov sta danes tudi dve avtorice prispevkov, pa če lahko brez znanstvenih nazivov, Jasmina Markič in pa Mojca Trčen. Mogoče za začetek, da vas vprašam, publiko, ali veste, kdo je Branislav Sušnik, ali bi bilo vredno kakšno besedo? Malo tako. Pa začnimo mogoče za začetek, čisto na kratko, kdo je bila Branislava Sušnik, zakaj se nam smeji iz naslovnice? Hvala za to. Branislava Sušnik je bila raziskovalka, najbolj poznam v tem, da se je uveljavila kot raziskovalka antropologinja in lingvistka, torej raziskovala pa je med staroceskimi ljudstvi v Paragvaju, v bistvu vse od zgodnjih 50-ih let do sredine 90-ih let. Sicer pa je ona prišla iz Slovenije, študirala je tudi na tej fakulteti in je v času povojne migracije, torej leta 1947 se je preselila najprej v Argentino in to Paragvaj, kjer je v bistvu ostala do konca življenja kot direktorica etnografskega muzeja Dresdnerja in pa predavateljica tudi na njihovi nacionalni univerzi. Toliko zelo na kratko. Zdaj, leta 2020, če sem se pravilno zapisala, smo obeleževali 100. obletnico njenega rojstva, kar je verjetno potrebovalo k postopnemu nastajanju tega zbornika. Je bilo še kakšni vidiki, ki so pomembno prispevali k temu, da se v bistvu obuja ali pa na novo vrednoti vlogo, pomen, delo Branislave Sušnik, ko bi mogoče vprašala kar vas. Leta 2019 smo zaprosili in dobili tudi celo ciljno raziskovalni projekt Univerza na Primorskem, Ljubljana Filozofska fakulteta in Slovenski etnografski muzej z namenom aplikativnim, da predstavimo Branislavo Sušnik in sicer za razstavo v muzeju, kjer smo bila avtorica, z simpozijem in večina rezultatov je tukaj v knjigi, v zborniku, in z ostalimi prireditvami, tako da smo imeli kar v bistvu v kratkem času ogromno stvari za ustvariti in zato je tudi večkrat bolj zamudno zamudil še ta zbornik. Drugače pa ideja, zakaj sploh predstaviti in kako predstaviti Branislavo Sušnik, je padla že leta 1997, ko je prišla po smrti Branislave Sušnik, ko je v Ljubljano prišla Adelina Kosineri, njena naslednica, direktorica muzeju, ki si je zadala nalogo, da obišče domovino Sušnikove, ker je pač Sušnikova je zlasti zadnja leta, ko je imela večjo nostalgijo, je bila že bolna, je vse skozi razlagala v Sloveniji. In ni pa želela iti, zato da ne bi bila presenečena, koliko se je Slovenija spremenila. To je rekla Adelini. No in potem namesto nje prišla Adelina. Potrkala nekega poznega septembrska dne na mojo pisarno. Jaz sem bila takrat, še nisem bila na Univerzi na Primorskem, ampak sem bila vodja oddelka za zunajevropske kulture v SEM-u. Potrkala na vrata in smo šli na kavo, smo šli na kosilo, smo 2 dni delali plane
In dejansko smo takrat obljubili muzej, takratna direktorica muzeja magistra Enja Smrdel, Adelina in jaz, da naredimo to razstavo, da predstavimo z razstavo in s prevajanjem nekaterih knjig, da se slovensko znanstvenico, ki je zelo cenjena v Paragvaju, predstavi tudi v Sloveniji. No, od takrat je minilo več kot 25 let, da je potem realizacija tega prišlo. Je pa zelo pomembno to, da se predstavi tudi tiste, zdaj že čas, ko ni več teh, v bistvu so še te delitve na leve, desne, tiste, ki so se strinjali z režimom, tiste, ki se niso, tiste, ki so migrirali. Pač to je bilo eno tako naključje, en sklop dogodkov, ki jo je pahnil v migracijo. In glede na to, da je napisala 70 knjig, oziroma in zbornikov, je bilo res žalostno, da slovenske univerze predstavljajo študentom ameriške, afriške in ne vem, kjer je vse antropologe, ne pozna pa ene slovenke, ki v Sloveniji. To je bil namen. Ja, pa nehala bila cel dan. Mogoče, da se navežem na to, torej v zborniku lahko beremo prispevke avtorjev iz Slovenije, Paragvaja, tudi Argentine in Urugvaja, torej en širok nabor raziskovalcev, tudi interdisciplinarno iz različnih področij. Kakšen je pravzaprav pri nas interes, ali pa kako se je interes za radijski poslušnik spremenil pri nas in kako to, da ste se odločili povabiti tako širok nabor avtorjev, pa morda še eno malo pod vprašanje za urednika, glede na to, da je kar nekaj let nastajal ta zbornik, s kakšnimi izzivi vse ste se srečali ali pa kakšne prepreke ste morala prehoditi? Ja, to je bilo pravzaprav kar zahtevno delo, ampak je bilo pa tudi zelo veliko lepega, predvsem ravno to povezovanje z drugimi, ta različnost pogledov, interdisciplinarnost, ki smo jo želela doseči, se mi zdi, da je dalo res krasne rezultate, vsaj po mojem mnenju. Težave so bile pa najbolj seveda finančne, ker z Branislavom Sušnik lahko Jaka še kaj doda, se je pravzaprav strokovnjaki so se pravzaprav zelo malo ukvarjali z njenim delom kot takim, z vsebino. In tudi tisti, ki so bili recimo z Paragvaja, Argentine v našem primeru in smo želeli zagotoviti prevode in seveda plačati za prevode. To je bil prva ovira, na katero smo naleteli. Potem pa seveda se odpirajo stvari in zlasti nekaj podatkov o Paragvaju nismo nikogar dobili, ki bi pri nas kaj vedel o Paragvaju, kakšen zgodovinar. Zemljevide smo želela vključiti, da bi bilo bolj jasno, ker Paragvaj je precej neznana dežela, tudi nepoznana v sami Latinski Ameriki. Potem smo naleteli na problem podomačevanja imen, smo se povezali z RC-jem, iz SUJ-a in tako dalje. Vedno znova potem so prišle fotografije, pa smo lahko fotografijo vključili, nam jih je vsem prijazno odstopil. V glavnem rastla je ta knjiga in se mi zdi čisto prav, da je toliko časa potrebovala. Mogoče dodam, zelo dobro izhodišče je bila tista kongres, oziroma simpozij, ki ga je Mojca omenjala, 2020. Interdisciplinarno seveda zastav. Šlo je tudi zato, da je tukaj šlo za sodelovanje med čisto konkretno pri zborniku med oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo in oddelkom za romanske jezike in književnosti, kar je v bistvu predstavljalo res motivacijo za mlade. Druga stvar je
vključuje seveda tudi tiste, ki so z njo na nek način se izobraževali, torej pod vplivom njenih tudi raziskav, zlasti v Paragvaju, deloma v Argentini. Zato je nekako, se mi zdi, smo lahko vsi kar ponosni na to, da imamo avtorje iz 4 držav. Hkrati pa, ker ni šlo zgolj za zbornik, nam pa tudi malo pogled v zgodovino Južne Amerike, predvsem Paragvaja in to v jezike, ki jih je tudi sama Branislava Sušnik proučevala. Tudi sicer v jezikovno kompleksnost Paragvaja nam je pač čisto neko novo dimenzijo pri razumevanju tega, v kakšnem kontekstu ona živela, delala. Jaz mislim, da ravno to, da kljub temu, da morda na prvi pogled je zbornik tematsko zelo ozko osredotočen, v resnici ta širina pogleda po eni strani razumevanje nekih kulturnih, družbeno-političnih okoliščin Paragvaja in po drugi strani torej življenja in dela Branislave Sušnik. Mislim, da se tu res ena taka zelo dobro ravnovesje išče v tem zborniku. Zdaj, morda o Branislavi Sušnik še malce kasneje, pa da za začetek ostanemo pri teh širših okoliščinah. Me zanima, ker tudi v začetku zbornika precej natančno podate ta zgodovinski in kulturni kontekst, pa bi ga lahko, samo zato, da si lahko mogoče bolje predstavljamo, v kakšnem okolju je Branislava Sušnik živela in delovala, na kratko povzela neke bistvene obrise tega konteksta. Ja, res na kratko. Paragvaj, kot sem že omenila, je tudi država, posebna država znotraj Latinske Amerike. Mogoče samo po neodvisnosti se je vzpostavila zelo izolacionistična in protekcionistična politika diktatorja Franka in Francije, ravno zato, da bi se zaščitil velikih interesov, ki so jih imeli Argentina in Brazilija, ki so bile takrat v Latinski Ameriki, rečemo, velesile. Ampak seveda s tem je pa tudi Paragvaj je zanimivo, kljub temu, da je šlo za diktaturo, je odstavil na kmetstvo, bil je samooskrben, elite, oligarhije je nekako umaknil z teh privilegiranih položajev in tako dalje, kar se potem kar vleče še pri vladavini obeh predsednikov Lopez. Seveda pa vse to prekine, mogoče ta razvoj Paragvaja, če tako lahko rečem, predvsem 3 dogodki. To je vojna trojne alianse, se pravi Brazilije, Urugvaj in Argentine proti Paragvaju. Kot večkrat zapišemo tudi v knjigi, je bila država popolnoma opustošena, od 30 do 50% ljudi je umrlo in kot tudi pišemo, pravzaprav so Paragvaj potem vzpostavile ženske, obnovile. Potem imamo vojno za Čako z Bolivijo, takrat sta bili to najrevnejši deželi Latinske Amerike v 30 letih in pa seveda dolgotrajna res diktatura Štrösnerja do leta, mislim, da je 1954 do 1989, ena najkrutejših diktatur v Latinski Ameriki in predvsem seveda dolga. Se pa umešča v diktature vojaških hunt v Latinski Ameriki, ki jih imamo v 70-ih letih. Argentina, Čile, Urugvaj, Bolivija in je seveda ta diktatura tudi v Paragvaju eden ključnih elementov. Zdaj, delo v samem severnem Čaku, kjer je ona delovala, to je pokrajina, ki si jo delijo Brazilija, Argentina, Bolivija, Paragvaj, je pa sploh bilo zanimivo, zato ker Čako je bil zelo dolgo časa neraziskano področje z veliko staroselci, staroselskimi, kjer pravzaprav nekako vlada ni vstopala, da ne rečem. Tako potem je bilo dolgo časa po vojni z Bolivijo militarizirano območje, precej neraziskano v narekovajih. Tako da je že z tega vidika njeno terensko delo tam bilo pravzaprav pionirsko in zelo pomembno. Bi mogoče vendarle pri tem kontekstu še kakšno dodatno besedo namenili tej etnični situaciji, odnosu do staroselcev, mogoče konceptu mesticaje, da se izpomnisti, to ne preveč norokajsko govorila. V zvezi s
mestizaje. Zdaj, kaj vem, Paragvaj, tako kot ostala Latinska Amerika, je pač pridobil nov jezik, takrat za španščino. Ti španski najprej konquistadori ali conquistadores, po špansko, in potem kolonizatorji so seveda niso bili tako simpatični, bi rekla, kot nekaj mestizaje, pa se ljubne mešanju. Več je bilo zelo kruto, veliko teh staroselskih ljudstev je bilo v bistvu po celi Južni Ameriki enostavno ubitih, izginile so tudi mnoga ljudstva. Glede Paragvaja pa zanimivo to, ker je bil v bistvu bolj osamljen znotraj drugih velikih predelov in je tudi kolonizacija in te stvari so bile malo kasneje nastale. Čeprav seveda bilo je eno zelo zanimivo obdobje tudi teh jezuitskih misijonov, ki so se v bistvu sami misionarji naučili tudi guaranijskega jezika in drugih jezikov, tako da je v bistvu prišlo do te mešanice med samimi španskimi, bi rekla, prišleki in staroselskimi ljudstvi tudi. In pred kratkim sem brala recimo zgodovina Čila in in ta mešanica je nastala med Inki in Mapuči in Španci in Paragvaju pa to z večinoma z drugimi prebivalci. Jaz se to samo reči. Jaz se to zdaj do tega pride, je pa Guarani. To so bili, v glavnem, tisti prvi so seveda izginili. Guarani je v bistvu jezik, ki je v Paragvaju uradni jezik skupaj s kastilščino oziroma španščino in guaranijski jezik izhaja iz ene večje, širše lingvistične skupine Tupi-Guarani, ki pa je bila zelo razširjena v celi obali Atlantski od izliva Amazon, ki je vse do Ria La Plata, ali tudi notranji del Amazonije in delu notranji del, ki je zdaj trenutno Paragvaj, ki je to tudi uradni jezik. Mešanica, zdaj mestizaje lahko več stvari pomeni, lahko je mešanica ljudstva med seboj. Španci so velikokrat pač imeli žene, indijanke, če tako rečem, staroselke in potem je prišlo do prvih, rekla, so oni rekli, kriollos ljudstev oziroma otrok in prebivalcev, ki so se rodili v Ameriki, ki so bili mogoče oče, Španc, mati Indijanka ali kasneje, toliko kasneje tudi mogoče iz področja, ki so prosili ogromno sušnjev in so tudi prišli do mešanice. Tako da oni govorijo stalno, da je Južna Amerika ali Latinska Amerika, da je Amerika mestizaje, torej mešanica ljudstev. Glede jezika je pa potem vplivalo na špansko, kastilščino ali španščino, so pa vplivali tudi guaranijski jezik ali guaranščina, kot moramo ni povedati, ali je jezik guarani lepše ali pa guaranijski jezik guaranščina, ne vem zakaj, ampak dobro, ko je smo prevzeli pač to, je prišlo do precejšnje mešanice, vpliva recimo guaranščino ali španščino z področja leksika in vsega. Tako da ne vem, če v tem malo kasneje, da ne bom, ampak mestizaje je širše pomen, ni samo mešanje jezikov, recimo, ampak je mešanje ljudstev. Kasneje, ko pridejo veliki kontingenti evropskih priseljencev in tudi tukaj. Tako da je to res en veliko zanimivo, to Brazilija, recimo, je zanimiva, kar se tega tiče, so cela Latinska Amerika. Ja, ampak ko smo ravno pri tem mešanju, pa ste malce že nakazali tudi na ta, recimo, jezikovni kontekst, bi morda vseeno zdaj pogledali malce podrobneje, še to, kar tudi vi v vašem prispevku zelo izčrpno opisujete. Mešanje, jezikovno mešanje, ja, zdaj Paragvaj je, pravijo oni, multilingvistiko, pač poleg paragvajščine, poleg španščine, je še guaraniščina in poleg tega priznavajo še jezike drugih
ljudstev, ki so tudi omenjeni tam ko sta dva pisala oziroma tudi skupaj Sazuje poslovedila vse te ljudstva, ki so v Paraguaju. Prišlo je do tega, mislim, govori se, če grem malo na splošno, o ameriški španščini. Ameriška španščina to ni en jezik, to je v bistvu varianta španščine, ki so jo prenesli Španci, predvsem na začetku, predvsem iz Južne Španije, v Ameriko. In ta španščina je pač usrkala, bi lahko rekli, ogromno besedišča, predvsem leksike z področja teh staroselskih jezikov ali teh velikih jezikov, lenguas generales, kot se rekli, recimo, v Mehiki je bil Nahuatl, pa v Kečkavem, inkovskem tem področju. V Paraguaju pa Guarani, jezik Guarani, ki je pa pri španščini dal, rekla je, predvsem leksiko, bi lahko rekli, je pa tudi seveda z praktičnega stališča, kar precej vpliva, recimo, poraba vos, oseo, kar uporablja tudi argentinščina, argentinska španščina ali pa v Uruguaju, ko namesto tikanja s tuk, pa se tika z vos. Potem je, recimo, izgine druga oseba množine, tikanje, ki ga imajo Španci posod razdela ni več, celi ameriški španščini ustedes. Potem je, ne vem, način naslavljanja, recimo, je različen. Potem iz guaranščine dobijo veliko besed, tudi medmetov, recimo, pomena ene par stvari. Potem so ti kalki, obstajajo tudi mešanje neskladnih kodigos, mešanje kod, jezikov, se pravi, polovico povejo, ne vem, španščini, drugo polovico guaranščini, podobno. In je še pojav, mogoče v Paraguaju, poleg teh dveh jezikov glavnih, so še druge variante. In sicer obstaja varianta mešanja španščine in portugalščine na meji s Brazilijo in tudi te skupnosti, predvsem nemška skupnost, mislim, da še država en poseben jezik, ali to štiri variante. Staro nemščino še uporabljajo, melonit je tudi, tako da tega je veliko. Tako da, ne vem, kaj lahko bi dala primere, ampak mislim, da se res misla o tej govor. Mogoče ni to, da nekaj besed je pa iz guaranščine le prišlo v slovenščino, preko nemščine in drugih evropskih jezikov, ne vem, recimo, kaj vem, tukan je že ena taka beseda, piranja, potem je, recimo, če greste na obisk v živalski vrt, boste videli tem janduje in podobno. Če boste meni se rekel živalski vrt, je kar nekaj teh besed. Ja. Kako se imenuje še, če sem parla tista čipka, ki jo imajo oni v Paraguaju? Ena zelo značilna čipka je, zdaj sem zabila ime. Iz guaraniščine, ja. Tako da tega je zelo veliko, res. Poleg še, res zaključim, da bom preveč govorila, je recimo ta horoba, neke mešanice guaraniščine in španščine, vsem v urbanih okoljih, izgledali o tri vrste španjoliščine, kaj bi rekla lahko, ker je tudi zelo zanimivo. Ampak res, to je ogromno stvari, da bi se dalo povedati in ti je rekla že kolegica. Ne bom več govorila, da bi cel dan govorila. Mogoče samo, če se prav spomnim, mislim, da pri teh besedah, ki so nekako pronicale tudi v slovenščino, je tudi ananas. Tako da ananas v bistvu izvira iz guaraniščine in jaguar. Ananas je zanimivo, recimo, ananas uporabljajo v južnem delu Južne Amerike iz guaraniščine. Medtem ko drugod rečejo pinja. In sicer gre za neke vrste, bi rekli metaforo, primerjavo, ko so Španci mišli, seveda jih je zadela na rekovajih kapkor je bilo toliko različnih stvari in je bilo treba to poimenovati. In so veliko besed uporabljali iz španščine, ki so bile podobne tisti, kar so oni tam videli. Pinja je recimo storž od bora, ampak je manjši, pinja je seveda ogromna ta ananas, ampak je ostalo pinja. Medtem, ker južni del Amerike, Južne Amerike, pa uporablja ananas ali pa ananas, kar je, tako da je razlika. In jaguar, tu
tudi Havaj. Čeprav od začetka so Španci tem mačkam velikim rekli kar tigre, ampak ni nobenega tigra nikjer v Ameriki. Tudi ni levov, ki so tudi včasih poimenovali leones, pa ni lev, niti tigr. So pa ene besede podobne, in nekaj teh paragvajskih besed iz varaščine je šlo tudi na splošno, v latinsko, ameriško španščino, če tako poimenujem. Dobro, hvala. Morda da iz tega jezikoslovne sfere gremo še malce bolj na, recimo, temu družbeno ali pa družboslovno. Ne moremo mimo dejstva, seveda, da je bila Branislava Sušnik ženska, antropologinja, teoretska raziskovalka in ravno to vi obravnavate v vašem prispevku. In mi je zanimivo to sopostavljanje po eni strani mesta ali mitiziranja vloge žensk v paragvajski zgodovini in v nacionalističnem diskurzu, po eni strani pa neko pozdvigovanje, pa skoraj mitiziranje Branislave Sušnik in njenega dela, hkrati pa potem vidimo v prispevku tudi nek drugi obraz te raziskovalke preko odlomkov iz korespondence, ki jo je imela z svojo sestro predvsem. Lahko morda kaj več o tem? Morda čisto na kratko. Ja, poskušala sem vzpostaviti to vzporednico, nacionalistični diskurs, ravno zato, ker sem prej omenila, ker so imele ženske tako močno vlogo pri obnovi države, pravzaprav v obeh vojnah. In vemo, da nacionalistični diskurs, da se sploh vzpostavi nek novi režim, potrebuje, čeprav je to nacija arbitrarna in tudi zapišemo, da so bile pravzaprav države v Latinski Ameriki pred narodi, zato ker so posnemale evropske modele, da pravzaprav potrebuje svoje heroje, potrebuje pa tudi seveda mit o izvoru, in mit o izvoru je ravno ta mit ljubezenskega mešanja, romantičnega, ki je seveda razbita, ker ni šlo za to. In to prav Branislava Sušnik razbije. In to zdaj navajajo tudi antropologi, etnologi v svojih delih, ravno ta podatek. Pa ni časa, da bi razlagala, zakaj pride do tega mešanja tako močno ravno v Paragvaju. Ženske so po nacionalističnem diskursu veliko bolj povzdignjene v Paragvaju ravno zaradi te njihove zgodovinske vloge. Po drugi strani, če je to protislovje, so vseeno marginalizirane, to, kar tudi pišemo, in se mi zdi, da podobno je tudi pri Branislavi Sušnik. Ali so jo označili kot čudakinjo in je potem zato lahko šla skozi, da rečem, pravzaprav pa kot tudi pravi zgodovinar telesno, bral jo njih pa nihče ali pa proučeval. V sami ta povzdigovanje je pa predvsem v diaspori v Argentini in v določenih krogih tudi v Paragvaju doživela, ampak seveda večinoma kot požrtvovalna, pridna, odrekla se je vsemu, da je lahko delala. Njena vloga je pa bila izredno prekarna, ni imela skoraj za življenje, posvečala se je pač samo delu. Nekaj, kar namenoma nisem želela v članku omenjati, je tudi to, kar mogoče vidite tudi na tej sliki, je ta njena fizična sprememba, kjer pravijo, da je zelo podobna moškemu. To nekako podzavestno opravičuje, da je ona potem lahko vse to počela. Bila je pa zelo, zelo odrinjena na rob. Je pa res, da še enkrat je pomembno ta kontekst, se mi zdi, v času Štrosnerja, kot tudi ta zgodovinar pravi, pravzaprav akademske razprave ni bilo. Ona se ni bila s kom pogovarjati v Paragvaju, in marsikateri drugi intelektualec ali raziskovalec enako. Samo na terenu, ja. Ko je šla na teren, je bila večja. Ja, vse prav, meni se zdi. Tudi to, da je bila sposob kot moški pa v hlačah, sem bila dvakrat tam, pa sem dosta raziskovala to. Ona je izrecno samo, ko je šla na teren, imela vljaške. Ker ni bilo za ženske drugih hlač, da je šla vljaško, pa še fajn je, to safari, pa škorne. Škornih bo škornjena in
je pa tako, a ne, zdaj ena moja študentka, ko piše neko nalogo, jo tudi poveličuje, ne vem kam, ne vem, koliko jezikov je govorila. Ona je se naučila jezike, ona je bila stručkom v glavi, je bila pa tisti klasičen orientalist. Ona se je, ne vem, če to res drži, koliko se je ona pogovarjala. 8 jezikov, ja. Ampak v takem hitrem času, pa potem iti na teren in nikoli več tja iti, je tudi malo pozabila. Naredila je tisto osnovni besednjak. Ja, mogoče bi zdaj skušali pogledati ali pa osvetliti to, kar v bistvu nekako prevrednotite tudi v tem zborniku, in sicer njeno delo oziroma nek njen znanstveni, teoretski doprinos, kajti ugotavljate, da je bil interes zanjo velikokrat fokusiran na to vlogo neke terenske raziskovalke, etnografinje v nekem klasičnem pomenu besede. Kako pa lahko danes iz vidika neke sodobne antropologije razumemo teoretski prispevek Branislave Sušnik? Ja, to je eno od vprašanj, s katerim smo se ukvarjali, in tudi s tem zbornik potem oblikovali različne sklope. Eno je pač ta kontekst, v katerem smo še govorili, v paragvajskih jezikih, ljudstvih in tako naprej. Drugo je njeno veliko življenje, ki je upeljano do Paragvaja in do raziskav. In tretji sklop je v bistvu neka razmišljanja o nekih dejansko antropoloških raziskavah, oziroma tudi etnolingvističnih raziskavah v samem Paragvaju med staroselci. Tukaj smo v bistvu 4 prispevki, torej Aleksandra Skosida, ki je danes z nami, pa potem dva argentinska avtorja, Federico Bosser in Federico Bojar in pa Mojca Trčel-Teres. Zdaj, mi smo v bistvu vsak malo različnih zornih kotov pogledali. Prispevek Aleksandre Skoside in pa Federico Bosser in pa Bojara je v resnici usmerjen v to, kako je razumela spremembe, ki so se izvijale pred njenimi očmi in pa tudi skozi nek kulturno-zgodovinski pogled. Torej, ona je najprej v bistvu zelo izhajala iz etnografije, iz terena, potem se je pa vedno usmerjala tudi v ta kulturno-zgodovinski pogled samega kolonialnega in predkolonialnega Paragvaja. In v teh dveh prispevkih je v bistvu to razloženo. Torej, v času, ko se v antropologiji še ni, se je že, ampak se je ravno dobro začel poudarjati v bistvu kulturne in družbene spremembe kot odziv na neke kontekste, ali globalne kontekste, ali kolonialne kontekste, ali kontekste osamosvajanja in tako naprej. Je ona v bistvu to že vstopila v smislu razlage tovrstnih sprememb. Ne nazadnje te spremembe je videla tudi na terenu. Šla na teren in se je recimo včasno se celo vrnila, velikrat ne praviš, ampak se je vrnila včasno in je potem po 10 letih videla situacijo precej drugačno. Jaz se ukvarjam v bistvu bolj z nekimi izhodnimi deli in z konceptom animizma, kot ga razvija, ampak zopet izključno s stališča etnografske, izhajajoče iz etnografije. Torej, v bistvu je prevajala stvari, ki jih je opazila na terenu, oziroma se v njih pogovarjala, so jih povedali, je prevajala v neko zgodbo, v neko etnografsko zgodbo, brez neke močne teoretskega ozadja, brez neke izpeljave, kaj to v resnici širše pomeni. In v zgodnjih letih je veliko govorila o tem animizmu in oziroma o sobivanju različnih biti, torej poleg ljudi, živali, še duhovi in tako naprej. V naslednji fazi, ki piše še v bistvu pri širih, je pa govorila o totemizmu tudi, ker je zanimivo, da najprej napiše v enih zgodnih del, da totemizma itak ne poznajo, ampak potem pa spremeni to, ker ves čas je sledila pravzaprav tismu, kar je na terenu našla. Dokler ga ni našla, ga tudi ni konceptualizirala, ko ga je pa našla, ga je pa potem v njem poznala, da mogoče te tukaj ne govorila. Kar je zelo pomembno, danes vsi tako zlasti v Paragvaju poudarjajo, da je bila ona etnologinja pa antropologinja.
Ona je izšla iz oddelka, je tukaj na Filozofski fakulteti diplomirala iz prazgodovine in zgodovine. Zanimala jo je tudi arheologija in orientalistika. In takrat, jasno, ko je ona študirala med 38 in 42 letom, sploh ni bilo še oddelka za etnologijo. Ona je bila na etnologijo vezana samo po literaturi Dunajske kulturno-zgodovinske šole in tukaj se je njej poznal močan odtis difuzionizma, ki jo spremlja skozi vse delo, skozi vse njeno delo. To, da je manjkalo ene podlage, da je bila v bistvu v etnologiji samo ona je šla že tam v Buenos Airesu v knjižnico, pa tam kopala eno leto po knjigah. Je bila samo, ni imela tiste podlage, da bi ona je potem inventirala, sama se izmišljala neke fenomene, sociolingvistični oziroma emocionalna sociolingvistika, stvari, ki jih sploh drugje v literaturi, niti nemški, niti ameriški nima. Je pa ogromno brala, je brala zelo veliko Američane, Stewarta, naprimer, ki se je ukvarjal z Amazonijo, Francoze je brala in z njimi sodelovala, ampak vedno je ostala nekje na zame, na poti ali na tričete. In jaz sem prebrala kar nekaj njenih del, moram reči, da se skozi ponavlja, recimo Žeča Makokota v totemizmu, na prvih 70 straneh ona tolikrat ponovi eno in isto, ampak ne iz tega metodičnega zornega kota, da bi odcepila te nekaj v glavo, ampak se mi zdi na momente jezik njen. Hiter je delala, njena sintaksa ni bila španska, stavki so grozni. Ne, je kar nekaj za, si moraš čas vzeti, da ne rečem prej v romestizaciji po tem paragvajske španščine. To je tako, da če ste vi že hispanist, pa pridete po Paragvaju prva 2 dni načnega. Če samo tole dodam, tudi avtorja z Argentine, pravda, da je zelo težko razumeti. Pišeta prav to, da je imela težek jezik, težko razumljiv, preobložen jezik, zelo tehničen tudi. Seveda, tudi ni bil njen materni jezik, ta španščina, v katerem je pisala. Dobro, zato ker počasi prihajamo v sklepno fazo tega pogovora, bi vprašala, če je kakšno vprašanje, komentar iz publike. Potem bi pa mogoče vam vsem zastavila še vprašanje, kaj menite, da bi Branislava Sušnik porekla na vso to pozornost in na to, da leta 2025 na Filozofski fakulteti v Ljubljani govorimo o njej? Začela. Jaz mislim, da kar se tiče njenega osebnega življenja, bi bila absolutno proti, da se piše, tukaj je bila zelo, zelo striktna, samo seveda z nami želela komunicirati samo preko svojih del. Tako da mislim, da tle bi bila izredno proti, drugače pa mislim, da bi jo kar razveselilo vsaj ta zadnji del, ko sta kolega razlagala o njenih delih. Drugo pa mislim, da ne bi bila ravno navdušena, saj kar se tiče tega dela, kjer se govori tudi o njenem življenju, na osebnem življenju. Pa v pismih, ne. To je, v bistvu jaz sem se, ker jaz drugače nisem hotela osebne zgodbe od nje napisati. Jaz sem želela predstaviti paragvajske staroselce, ker sem bila tam parkrat na terenu, ampak so mi v muzeju etnografskem predlagali naj v ospredje dam Branislavo Sušnik in njena dela, zato da bomo na Ministrstvu za kulturo pa na RVS dobili projekt. Ja, no, take praktične stvari.
kaj sem hotela reči? Že to branje tistih pisem, ne? In potem tisto, ki se vsak Paragvajec, ki se ukvarja z njo, vtikuje v njeno privatno življenje. Zakaj ona s sestro ni bila dobra? Pa zakaj je sestra pisala toliko pisem? Ne? Pa tisto, ko je recimo v enem pismu piše, kakšne so Paragvajke. In glih tistega pisma Irena misle ni Adelini prevedla in so me tam dol, ko sem ga, če lahko prevedem. Meni je bilo grozno, ker piše, da Paragvajke so v bistvu une ta revne kar na ulici, ne? Une ta druge pa zelo ima take input. Ja. Tudi tisto, ko si prej govorila, ne, po vojni treh alians, ne, da je bilo toliko mal in tudi po vojni za Čakov, so je 3/4 moških padel, je bilo zelo frivolentna, oziroma je bila politika, ne, natalitete, da ni nič narobe, poliandričnost ni bila narobe, dobro, ne, uradno so njenega moža, so bile vdove. Ampak kdorkoli je prišel mimo, ne, to pač Sušnikovi ni šlo. In zdaj, da bi ona videla, da medve zrušo prstava po njenih, ona bi najpetila, mislim, to. Da me tam? Tukaj, jaz v bistvu mislim, tudi na to vprašanje ne bi znal odgovoriti, ampak predvidevam pa, da to, da smo se usmerili tudi v njene dela in da smo jih skušali prikazati oziroma približati njena dela tudi slovenski javnosti, da s tem pa ne bi bila po mojem težav. Torej, samih njenih del. Ker ne nazadnje, ne, ona nikoli do smrti ni, bi rekel, pozabila na svojo prvo domovino, ne, čeprav je bila Paragvaj njena domovina, kjer je pač lahko izrazila svojo tudi raziskovalno kreativnost in tako naprej, ne, je ohranjala na nek način stike. Žal pa tudi strani, torej z naše strani ni bilo do 90-ih let nekega razumevanja ali pa poznavanja njenih del. Poslala je recimo sem pa kakšno knjigo v Slovenijo, kar sigurno nakazuje, ne, da je želela, da bi jo branila, ja, tako, ampak pač pravzaprav je nismo poznali. Tako da tudi, bi rekel, v mojih recimo študentskih let se spomnim, ne, da je bil Šmitek tisti, ki je začel šele, torej Zmago Šmitek, naš profesor, ki je šele začel na nek način propagirati, torej reči, da ne gre kdo tja, ne raziskuje, dajte to raziskati, to pač le nekaj vrste tudi naša dediščina, čeprav seveda je tudi paragvajska dediščina. Tako da to je bil tudi en namen, od namenov te knjige, ne, torej, dobro, njeno življenje, ne, ki je tudi precej že mitologizirano pri nas, ampak predvsem pa njena dela, da probamo pač malo tudi predstaviti slovenske javnosti. S jezikom pa upam, da bi bila kar zadovoljna, v zvezi s tem predstavitvijo paragvajskega mešanja jezikov. Drugače pa se strinjam, jaz brskanje v življenju vredno ne bi bil všeč. Jaz mislim še to, ampak hočem prosti, če bom dolg, ampak samo to, da najbrž ne bi bilo tudi všeč, kako smo mi Slovenali fonetično imena, ampak potem bom jaz razvila malo širšo debato v etnografskem muzeju, ne? Ker tukaj je prišlo, zdaj naredili ste ogromno delo, ampak za tista ljudstva, ki vemo, kako oni izgovarjajo, ne? In šir, recimo, lahko se vidimo, za eno pa niti ni več skoraj tistih, ki govorijo ta jezik, pa ne moramo tako slovenci. Zato jaz imam tukaj en dolg konflikt slavističnih iz 80-ih let, ko smo šprajcem v glasbeku postala to, ne? Ampak to je za naslednjič. Očitno je ta zbornik nekatera poglavja zaprl, no, nekatera pa očitno tudi pustil vsaj priprta.
Mogoče kaj več ali pa kaj bolj poglobljenega boste o tem zborniku in o njenem delu rekli še maja, ko se načrtuje tudi še ena predstavitev zbornika. Sicer pa hvala vsem in hvala tudi poslušalcem, poslušalkam. Ana, če lahko jaz bi se samo ob tej priložnosti še zahvalila vsem avtoricam in avtorjem ter založbi naše fakultete oziroma univerze, predvsem Evi, ki je z nama, in Juretu, ki ga pa mislim, da trenutno ni, ker ste to potrpežljivo delali z nami in urejala tole knjigo, da je to dočakala tiskarno. Hvala. To že dobro sta.